Slovenija očitno postaja normalna evropska država, kar vidimo tudi po tem, da se po centru prestolnice vsak teden vozijo besni kmetje s traktorji. Ne pogled, kaj so hoteli ta teden. Smo bili žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov. Prehranska varnost Slovenije, prioriteta, ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Sem to prav razumel, mi bomo lačni zaradi okoljskih eksperimentov in okoljevarstvenih avantur. Jebem ti, Greta Thunberg. Da mlačen zaradi te šmrkle si pa nisem mislil. Pa tako prijazna zgleda. Ampak tudi kmečki sindikalisti in funkcionarji berejo napisane govore, ne? Zato je boljš prisluhniti neposrednim proizvajalcem. Upimo, da jim bo nam Ljubljana ali kje so že pametnega srečala. Zaradi enega metulja, zaradi enega tiča bomo mi tu pustili. Tu se bo vse zaraslo počasi. Zaradi enega tiča? Zaradi enega tiča jaz brez klobase ne bom! Kmetje bi se radi sam v miru po svoji zemlji vozili s traktorji, s kombajni, z motokultivatorji in kaj še takih strojev. Pojem pa neki uradniki iz Ljubljane težijo z nekimi ptiči pa metulji. No, naj dopolnim gospoda, na ljubljanskem barju niso problem ptiči, ampak metulji. Se spomnimo s prejšnje oddaje, konkretno barjanski okrček, ki pa je, kot smo že zadnjič videli, zelo skrivnostna vrsta. Vsi bi ga radi videli, nobeden ga od nas kmetov ga še ni. Izvajamo te ukrepe na določenih površinah, pa ga nikoli še nismo opazili. Ja, to so stvari, ki jih ni še noben videl. Isto kot slovenski Bigfoot, isto kot drugo Švico, isto kot davčno reformo, isto kot digitalizacijo, isto kot novo špico oddaje ta teden, isto kot strice z ozadja, ali pa porivanje Grimsa po stopnicah. To so stvari, ki jih ni noben videl. Se pa o njih govori. A ste jih vi videli? Že dalj časa v okolici Ljubljane poteka še en traktorski upor, pri katerem pa so vloge obrnjene. Tam kmete skrbi okolje, župan Janković pa gradnje kanalizacijskega kanala C0 ne namerava ustaviti zaradi, kot pravijo kmetje, okoljevarstvenih avantur. Spor je dobil take razsežnosti, da se je predsednica Nataša Pirc Musar oglasila kar iz New Yorka in pozvala k ustavitvi gradnje. Vse vpletene pa naj se usedejo in pogovorijo. Ne pogled, kakšno je trenutno stanje na gradbišču. Kar si ubije glavo, to bo naredil. Podporo pa ima. Ja, a ni logično, kar si ubije glavo, to bo naredil, če ima podporo, a ni? Če ima podporo, bo naredil. Mislim, gospa predsednica, nisem jih prepričan, če bi tile sedeli za skupno mizo in se pogovarjali. Mogoče vredno poskusiti, ampak jaz vam za začetek mandata predlagam malo lažji izziv. Poskusite recimo za mizo spraviti predsednike Zelenskega pa Putina. Po moje bo to lažje. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.